Kateri dresi je do dobra pretresla svet smučarskih skokov? Vi har juksa. Potem, ko so v norveški ekipi suspendirali vpletene v škandal, so goljufanje v preteklosti priznali tudi nekdanji skakalci. Afera je prišla v bistvu v najbolj neprimernem trenutku, točno na največjem dogodku celega leta. Kakšen pa sploh je postopek izdelave skakalnih dresov? Ali je možno, da norveška tekmovalca za goljufanje nista vedela? Dres, jaz bom tako rekel, to jih oni tako poznajo skakalci, kot svojega. In ključno pri vsem, kako bo ukrepala Mednarodna smučarska zveza, da bo povrnila zaupanje v poštenost tekmovanj, da bo preprečila manipulacije in ohranila integriteto športa. Posnetkom je Jakub Balcerski razkril, kako so Norvežani z manipulacijo dresov poskušali ogoljufati svoje konkurente in na goljufiv način priti do čim daljših skokov na domačem svetovnem prvenstvu. Prirejanje dresov se je, kot vidite, dogajalo pred očmi zdaj že nekdanjega glavnega trenerja norveške ekipe. Balcerski, ki o karavani smučarskih skokov poroča že leta, pravi, da so namigovanja o goljufanju že dolgo prisotna, a dokazov nikdar ni bilo. I was always wondering where it ends. Is there a moment where we get something bigger or not really? And during these Trondheim World Championships, I already received like some information that something can happen after the normal hill. Zaokrožile so govorice, da se nekatere ekipe zaradi suma goljufije že pripravljajo na protest. Balcerski je posnetke dobil uro pred tekmo na veliki skakalnici. I was working in the press center, just writing something. I jumped up nearly with the whole table and just closed my computer for anybody not to see the source of the message. And then I was just working on my phone, looking through the videos. Ko je zanje izvedel vodja panoge pri domači smučarski zvezi, Gorazd Pogorelčnik, je bil sprva jezen. Takšen način pridobivati neko dodatno prednost absolutno je nefair do vseh ostalih tekmovalcev in vseh ostalih nacij. Skupaj z Avstrijci in Poljaki je vložil protest. Bilo je evidentno, pojasnjuje, da so Norvežani šli čez vse meje. In to na prvenstvu, ko so bile v igri kolajne, najpomembnejši rezultati. Ta manipulacija, s katero so operirali v norveški reprezentanci, je sicer manipulacija, ki pomaga le tistim najboljšim tekmovalcem, ker velika razlika je, ko dobiš ti recimo v nekem določenem delu telesa neko dodatno površino in tisti tekmovalci, ki znajo to površino izkoristiti, to za njih pomeni vzgon, za tiste tekmovalce, ki so mogoče na nekoliko nižji ravni, pa upor. In seveda razlika v metrih je lahko enormna. In kaj točno so v dovoljenem kroju dresa priredili Norvežani? Oni so razparali ta del in v bistvu noter med material, med peno noter, gurtno ušil in v bistvu ta gurtna naj bi ta razkorak bolj napenala, pa da bi imeli malo nižji razkorak. Če mene vprašate, s tem niso nič pridobili. Je pa sigurno, da so pa preizkusili, ker na tekem ne moš nekaj novega narediti, pa ne preizkusiti, ampak je to že vse bilo testiran, točen so je vedel, za kaj se gre. A je po tvojih izkušnjah možno, da tekmovalca, Norvežana, za to nista vedela? Ne, ni možno, zato kako sem rekel, to je v bistvu sploh če je gurtna, kad ti daš kombinezon gor, veš, kako se tukaj noter razteguje. Se pravi, to čutiš? Seveda, njemu se kaj noter ni raztegvala, ampak načeloma se pač dres raztegne. Dres, jaz bom tako rekel, to jih oni tako poznajo skakalci, kot svojega. Robert Kranjec je pred 5 leti skakalnice in letalnice zamenjal za to šivalnico skakalnih dresov. Pojasnil nam je, kako jih izdeluje. Najprej si mora skakalc pač izbrati material in na podlagi tega, ko se pač določi, kaj bi on rad imel, kaj že itak ve, kaj mu paše, se pač izbere material, se ga da na mizo, se kroj izriže in pa začne šivati. Seveda pred temu moramo pa tudi kroj za skakalca prištimati. Ta je spreden, zadan kroj. To sta nogi? To sta nogi, prsa, hrbet, pa 2 roke in poj se v bistvu sam še česoli, zrišeš, odstrižeš in poj pod mašino.
dolgo se mora pri rezanju, oblikovanju in šivanju držati pravil Mednarodne smučarske zveze? Pomemben je tukaj, da ne smeš iti več kot 1 centimeter, kar lahko prije do diskvalifikacije, ampak je ta še mora biti 0,7, to je pač po pravilih. A so materiali tudi določeni? Material je določen, je debelina, tudi teža je določena in pa seveda noter je ena membrana, ki mora prepuščati 40 litrov. Ko damo mi, manj tudi ta mašina se prekontrolira, da mora biti 40. Če je manj, je diskvalificiran, če je pa več, pa ni problem. Kroji dresov se, pripoveduje Kranjec, spreminjajo tako rekoč vsako sezono. To je letošnji dres, to je letos dovoljeno. To je zdaj v bistvu Domani s tem skakal, sem videl novoleten. Na novoletni turneji. Na novoletni turneji. Kaj je razlika med tem dresom in tem, ki pa ni več po pravilih? Ja, v bistvu to je klej še ni bil kroj določen in smo v bistvu sami razvijali. Zdaj pa klej pač FISA je določila, kakšne mora biti oblike. Najbolj pomemben je, da v bistvu te noge na koncu ne presegajo 5 cm remen, se pravi tole se pomeri, od spodaj se pomeri in pač ne sme iti več kot 5 cm. To je pa 2 let nazaj, smo pa pač imeli še bolj drugačno obliko. Za izdelovalce dresov za A reprezentanco trenutno velja prepoved dela. Po norveški goljufiji je namreč Mednarodna smučarska zveza vsem tekmovalcem odvzela drese, jih spravila pod ključ in odločila, da lahko tekmovalec uporablja zgolj en tekmovalni dres. To pravilo je veljalo že na tekmah svetovnega pokala v Oslu, v Vikersundu, v Lahtiju in tudi tule v Planici velja. Dres pa mora biti eden od tistih, ki jih je med sezono zveza že čipirala. Vsak del kombinezona v bistvu dobi noter čip. Če ustreza seveda pravilom, ne vem, pomer se roka, noga, oblika, prepustnost in če vse to štima, dobijo pa skakalci čip in po ta čip na skakalnice s telefonom pač pregledajo, da je pač v postopku noter in je to. Kako pa to vpliva na tekmovalce? Pogovarjali smo se s Timjem Zajcem in Anžetom Laniškom. Za vse enak. Samo vzamejo drese in tako je, kar se mi zdi čisto dobra stvar in ja, upam, da se to nadaljuje naprej. Enostavno imaš tista 2 dresa, neki prav tople vode ne moreš odkriti in ja, ga oblečeš in greš gor. Tudi vi ste že sami osebno doživeli diskvalifikacijo zaradi dresa. Kaj ste si pravzaprav mislili po tem, kar se je zgodilo na Norveškem? Ja, nič sej, ni prvič na zadnjič, vemo, da vsi hodimo po limitu in ja, se pa zgodi. A je zdaj po tem, kar se je zgodilo na Norveškem, kontrola dresov kaj drugačna? Je poostrena, se kaj čuti? Je ta škandal vplival na samo delovanje? Jaz osebno ga ne občutam, ker ja, uporabljam skozi približno enake drese. Pač ja, kroji se dodeljujejo, delajo čim boljše, ampak ko enkrat vidi kontrolor, da je v redu dres, je potem veliko manj kontrole oziroma ja, se že nauči videti, tiska ima velik dres, pa tiska ima malo drugače zašit, tako da ja. Slovenska ekipa se je 4 zlatimi medaljami na svetovnem prvenstvu z afero spopadla na najboljši možen način, pripoveduje nekdanji tekmovalec, zdaj pa strokovni komentator in predstavnik športnikov pri Mednarodni smučarski zvezi Jernej Damjan. Dejstvo je, da pač treba je samo ustrajati in iti naprej, se pa mogoče lahko pogledamo, da taka stvar za skoke lahko nas pripelje do trenutka, kjer je bil kolesarstvo takrat, ko se je zgodil Lance Armstrong. Smučarski skoki niso globalen šport, obstajajo v državah, ki imajo infrastrukturo in ostale pogoje. Vsi vemo, da iščemo meje, pa dobro se moramo zavedati, kaj je iskanje meja, pa kaj je načrtno goljufanje, ne? Ker iskanje meja je nekaj, kar je odlično. Iskanje meja dovoljenega. Tako, ne? Ali pač v pravilih, ali pa če nekaj ni napisano, ali pa kaj takega, da najdeš nekaj, kar manjka, ne? Ampak jaz temu ne pravim goljufanje, to je iskanje meja in to je prav, to vodi k napredku. To delajo povsod, v vseh športih, v vseh zadevah.
Temu pritrjuje nekdani tekmovalec Ene Prevc, ki si je posnetke norveškega prirejanja dresov natančno ogledal. V zakulisju se govori, da so jih posneli Avstrijci. Prevc pa pravi, da so po njegovem mnenju Norvežane preostro kaznovali. V smučarskih skokih je že leta in leta, da bi lahko rekli, da je nastala neka siva cona. Razlog za to pa so predvsem zelo subjektivna merila, ali si v pravilih ali ne. Ker pa smo vrhunski šport, pa ti vedno iščeš znotraj pravil, kje boš lahko še pridobil, kje boš dobil kakšen dodaten meter. Dober primer, da ko se govori vedno o teh obsegih, pa prevelik dres, pa premajhen dres. Ja, že konkretno samo 1 centimeter večjega obsega dresa na določenem delu ti lahko pomeni tudi več kot meter spodaj na skakalnici, kar pa, če samo malo pogleda vsak ljubitelj skokov rezultate, lahko pomeni, da si ali zmagovalec ali pa komaj 10. To je v bistvu skok, ki smo ga posneli v Planici. Tukaj ta zgornji grafi so v bistvu povezani z enim posebnim navigacijskim sistemom, ki smo ga v resnici tudi sami razvijali, in tukaj se vidi, kako na zaletišču hitrost narašča. Tukaj pride smučar na odskok in potem leti, pristane in tukaj dol potem, ko zmanjšuje hitrost pri zaviranju. Matej Supej na Fakulteti za šport vodi laboratorij za biomehaniko. Za 24-ur inšpektor na podlagi znanstvenih dokazov pojasnjuje, koliko posegi v drese vplivajo na dolžino skoka oziroma poleta. Najprej, kaj se dogaja v zraku. V tem primeru imamo v resnici projektila, ki leti, in ta projektil ima seveda zračni upor na eni strani, na drugi strani ima pa še dinamični vzgon. In to so skupaj te aerodinamske sile, ki vplivajo na skakalca, poleg seveda sile teže, ki jo tako ima. In zdaj je seveda važno, kako te sile delujejo, kako daleč bo nekdo potem res letel. Tako kot letalo leti, tako tudi potem letalec, skakalec pravzaprav v resnici leti. Gre torej za razmerje med dinamičnim vzgonom in čelnim uporom. Če spremenimo dinamični vzgon samo za 1%, to lahko rezultira skoraj v 2 metrih razlike leta skakalca. Zdaj, če spremenimo čelni upor, ravno tako za 1%, če se poveča, potem se bo pa skok zmanjšal za dober meter. In tu, poudarja Supej, pridemo do vprašanja, koliko vpliva skakalni dres. Tudi prepustnost lahko zelo močno vpliva. Tam so se igrali recimo z 10% razlike prepustnosti in potem so ugotovili, da to vpliva več kot 10% spet na obtekanje zraka. Seveda, če se spomnimo, kaj sem na začetku povedal, glede procentov, koliko to vpliva, potem lahko hitro zračunamo, da ta zadeva lahko zelo močno vpliva. Razprave o skakalnih dresih sicer potekajo že leta. Če se spomnimo zadnjih olimpijskih iger iz Pekinga, tam je bilo na tekmi mešanih ekip, na kateri je slavila slovenska četverica, zaradi nepravilnih dresov diskvalificiranih kar 5 tekmovalk. Med našimi skakalci pa poleg Zajca v letošnji sezoni tudi Lanišek in Lovro Kos. Diskvalifikacije se torej dogajajo, kontrola opreme je že dlje časa pod vprašanjem. Na Balcerskega pa kljub temu letijo povsem neupravičeni očitki, da je z objavo posnetkov uničil smučarske skoke. It would come out sooner or later, even if I didn't post it. Of course, somebody would. Yeah, because the televisions already had it. I don't like this thinking you're destroying the ski jumping world, because I'm not the one deciding that cheating is allowed. Some people are allowing cheating in ski jumping for far too long. Kontrolori dresov so denimo do norveške afere pregledali okoli 8 dresov na tekmo, a ne nujno vsak dres v celoti. Lahko so se denimo osredotočili le na dolžino rokava ali širino dresa. In takšna parcialna kontrola je problem, opozarja Kranjec. Preveč je enih pravil, in zdaj v bistvu pravil je to, da če se on loti vse premeriti, rečemo 20, da jih bo pomeril, tekma ne bo spalana, ker pač za enega bi uporabil 5 minut, med prvo pa drugo serijo je 20 minut, ali pa se predstavljate, da je rumena majica je 30, pa njega prekontrolirar se nov spohojejo na vrh naleta, da mora pa preskočiti. Problem je tukaj sam kontrola, če bi bila kontrola 100-odstotna, poj ne bi prišlo do takih problemov. Kontrola na samih tekmah, da se pač Nemca, Avstrijca, Norvežana tako pregleda, kot se pa Romuna, Ukrajinca, Korejca, Slovenca, da je pač kontrola mora biti 100%. In tukaj je, z moje strani je kontrola padla na celem nivoju. In kako zdaj, po aferi skakalni dresi, naprej?
Ta škandal je le vrh ledene gore, opozarja Balcerski. Prepričan je, da je vanj vpletenih precej več ljudi, kot se zdi. Why did they do that after scoring a gold medal? It's just silly to make things worse, actually, to risk so much. Yeah, it's a clear sign that they've been doing wrong things for a lot of time. Ravno zaradi tega so se močno ukrepili dvomi v poštenost tekmovanj, v delovanje posameznih ekip, pa tudi Mednarodne smučarske zveze, ki kroji pravila, postavlja pogoje. Everybody has connections inside this little environment. It's very little. Everybody knows someone. Everybody was somewhere in the past. So everybody has connections and you cannot find really an independent person who is inside the environment. Kako torej zagotoviti neodvisno kontrolo in več kontrolorjev? Treba je namreč vedeti, da ne gre le za drese, preverjati je treba tudi smuči, vezi, skratka vso opremo. In to stane. I think if they invest a little bit more, if they organize, 5 people working there weekend by weekend with good money also for them, for very standard, it may go up this level of the equipment control. But they also have to understand the basic fact that they created the rules, for example, for crotch measurement. For the crotch measurement, every single jumper is cheating on the tower. They are just moving the suits up and down throughout the competition. To je denimo primer sive cone, o kateri je govoril Cene Prevc. Sam sebe toliko spoznaš, da veš, kako pripraviti opremo, da boš ti točno po skoku tik znotraj pravil, da boš ravno tam, kodar boš treba, kako se postaviti na sami kontroli. To se nekako s potoma navadiš. Damjan največjo težavo vidi v tem, Da v skokih so kazni, za karkoli narediš, do seveda tega trenutka, ki se je zgodil zdaj, bile vedno enake. To je tako, kot da bi v cestnem prometu šel 5 km čez omejitev, pa bi dobil kazen, karikiram, ne vem, 30 evrov, pa bi šel pa 100 km čez omejitev, pa bi tudi dobil 30 evrov. strožje kazni torej in enaka podvrženost pravilom za vse ekipe, nobenega privilegiranja več. Naš predlog za vnaprej bo ta, da na vsaki tekmi, da je prisoten tudi eden od predstavnikov nacije, ki bo na eni strani pomagal, na drugi strani pa nadziral, kako ta kontrola v teh control roomih poteka. Kako bo Mednarodna smučarska zveza ukrepala, kakšne spremembe bodo v naslednji sezoni veljale za smučarske skoke, bo jasno sredi meseca maja. Kot tudi, ali bo Slovenija morda namesto srebrne kolajne na mešani ekipni tekmi osvojila 5. zlato. A najprej mora neodvisna komisija izračunati, koliko so Norvežani z goljufijo pridobili, koliko dlje so skočili. Ti izračuni bodo namreč osnova za morebiten odvzem zlate medalje ter za zaostritev pravil, ki pa je v luči zaupanja v poštenost športa preprosto nujna.